podatkom, da so slovenski najstniki med najbolj debelimi v Evropi, gremo med 16-letnike. Jim zdrava hrana sploh kaj pomeni? Na nekaj časa si pač privoščimo tudi kaj pač malo bolj nezdravega. Ne? Tebi osebno pa zdrava hrana oziroma to nič ne pomeni? Niti ne. Zakaj ne? Ne vem, ne zanima me to. Samo da je dober. Zaradi naraščajočega trenda prehranjenosti otrok so že leta 2010 spremenili zakon o šolski prehrani. S tem so v šolah začeli izvajati nadzor hrane. In na drugi strani skušamo prek tega vzvoda tudi šolam in vrtcem svetovati, kaj so tiste prave izbire živil, a ne. O tem, kaj je zdravo, povprašamo še 10-letnike. Preveč sladkarij pa tega jesti, ne. Zaradi tega, ker je noter veliko konzervansov. V petkih otroci potem sami pripravljajo popoldansko malico. Želimo, da bi tako ostalo, da bi čim več hrane tudi ko odrastejo znali in želeli sami pripravljali. Kot pravijo strokovnjaki, se pri vzgoji za zdravje ne gre zanašati le na šolo. Tudi doma morajo otroci zdravo jesti in se dnevno gibati. Jaz imam bratranca, ki je alergik in je bilo tako, da mamica se je zdaj tudi bolj zavzela, da zdravo jemo. Treniram tek na smučeh. Oče vedno reče, da pač moram hoditi, a ne. Predebeli otroci so do 30% manj sposobni in efektivni in tako bo tudi, ko odrastejo, povedo strokovnjaki. Bolj obolevni, da jih bo toliko manj v službi, da bo padla v bistvu produktivnost in da so povečali stroški zdravstvene blagajne. In doda, moramo gledati naprej, kajti 1 evro vložen danes pomeni več tisoč evrov čez nekaj let.